Živijo sem in pozdravljeni spet nazaj na mojem kanalu. Danes imam s sabo spet brata Jurija in pa nje še ne poznate, to je pa moja sestra Teja. In odločili smo se narediti sibling stack, to je v bistvu izziv, kjer je nekih 20-25 vprašanj o nas treh oziroma pač o bratih in sestrah, tako da bomo zdaj odgovarjali. Vsak ima listke z imeni oziroma pač, da se lahko zbere, kjer od nas treh je najbolj primeren odgovor na določeno vprašanje, tako da bomo kar začeli. Ja, gremo naprej. Kdo je starejši oziroma kako gremo po vrsti? Jaz sem najmlajša. Ne, jaz sem najmlajši. No, pač kakor sedimo, Juri je najmlajši, jaz sem srednja, ta najstarejša, tako da to je to. Kdo ima boljši stil? Ok, zdaj pa zberemo pač. Kdo ima boljši stil? Jaz sem to je... Dej no. Jaz mislim, da ima Juri najboljšega pač... Ne vem, kako bi to razložila. Mislim, se mi da ima tudi v redu, dobrega, ne bom več rekla, ful podobnega, ampak mislim, da pač pri njegovih letih se on ful dobro oblači. Tako da mislim, vse si zna ful dobro zbrati in ful ima feeling za to. Se vidim starejše sestre. Ja, to pa. Ok, kdo ima največji apetit? Daj, prišteš zdaj. Teja! Kva? Kakšna je razlika v letih? Aš ti povedal, a sploh veš? Ej, jaz sem 18. Ja, razlike tako, koliko je med nama? Koliko je med nama? A vidiš, sploh ne ve. Točno 5 let, ker imamo na isti dan rojsten dan, 13. avgust. Med nama ste pa 4 leta pa pol, nekaj tazga. Tako da med njima je pol 9 pa pol. 4 leta, res model. Kosti, bogi. Naslednje vprašanje. Kako smo se razumeli, ko smo bili majhni? Jaz se ne spomnim. Aj, ko si bil toliko majhen. Jaz lahko povem za naju 2, ti už pa za naju 2. Pa še bolj za Jurija. Jaz Jurija nisem preveč marala, kaj je bil majhen, ker mi je šel ful na živce. Non-stop me je živceru in je to ful rad delal. Non-stop. Karkoli sem jaz rekla, če lahko neha delati, ker mi gre na živce, on še dodatno začel to delati, tako nenormalno. Une avtočke pa vse to, ko si se igral, groza. Ampak mislim, da sva pa zdaj, odkar si iz pubertete dobro prišel, sva pa zdaj kul. Tako da, še dobro. K mami se je že bala, da se nikoli ne bova razumela. Kako sem se medel s Katjo razumela? Tudi je bila. Pač velikrat jih je fasala. Večino dela je mogla ona narediti, ne. Pospravljati posodo. Čeprav je bilo meni naložena, ne, pač mlajša sestra ima zato, da se lahko nad enimi življaš. No, kljub temu sem imela zelo rada. In kar ne glede na to, kaj sem imela doma, kako sem se nad njo izživljala, pač noben drug se ni smel, a ne, pač sam jaz sem se lahko. Zdaj, kar se pa Jurija tiče, pa mi to z Jurijem so se boljše razumela, kot Katja pa Jurij, zaradi tega, ker je pač ful večja razlika v letih. In dejansko se je poznalo pač to na odnosu, da sem jaz mogoče bila takrat že malo starejša in iz pubertete in je on glih odraščati začel in sva dejansko lahko nekako našla ono komunikacijo med seboj. Pa še zdaj včasih se ona dva bolj razumeta, kakor mi dva. Kako lepo povedem. Kaj je bil največji prepir med nami? Se spomnimo to. Nimam pojma. Pač ko prav velik, huge fajta ni bilo dejansko, da se tako dlje časa ne bi pogovarjali. Ok, pač zdaj v zadnje obdobje se kregamo zaradi avtov. Ja, ampak to zaradi tega, ko on kar misli, da ga lahko dobi takoj, ko se mu zbrne. V glavnem, jaz se ne spomnim večjega prepira. Jaz tudi ne. Mislim, da nismo imeli nič tazga groznega, da bi se pač spomnili zdaj. Ne, pa hitro rešimo. Ja, nikoli ne ostane tako ful, da bi bile dolg zamere. A ne? Jaz se tudi ne spomnim. No, gremo naprej torej. Ok, kaj ste si nazadnje poslali prek SMS-a? Ok, mi dve s Tejo sva si danes zjutraj me Teja napisala, kdaj prideva z Jurijem do nje, pa če bova zajtrk prinesla. In pa sem jaz napisala, pač kdaj prideva in da ji lahko grem na pumpo iskat rogličke, tako da sem išla pol po zajtrk, ker mi da sva oba dva doma že jedla. Z Jurijem sva si pa pisala tudi v bistvu o tem, kdaj on mora biti pri meni, pač, ki sem spala pri Klemnu, kdaj mora priti do mene, da štartava proti Ljubljani. Nič tazga v bistvu, no.
Jaz pa Juri sem si pa nazadnje napisala samo to, da ne pozabi prinesti te majice za mene. In je napisal, da jo ima in sem sam dala tam zap in svaka čast. Ste si bliže zdaj ali prej, pač, ko smo bili otroci? Vsi trije smo si veliko bližji zdaj, ker smo pač že malo bolj odrasli. Ampak smo tudi, ko smo bili majhni, nismo pač bili tako, da bi nekdo rekel, obe, te so pa skregani med sabo. To je res. Pač tako. Tako da, bravo, mami pa oči, dobro ste nas vzgojila. Kaj naprej? Kaj je tvoja najljubša stvar pri sestri oziroma bratu? Ok, pri Kati mi je najbolj všeč to, da je uspel v tem, kar pač obožuje oziroma rada dela. Pri tej mi je pa najbolj všeč to, da mi vedno pomaga, pač, kaj jo rabim. Mislim, da je vedno tukaj, kaj jo rabim. Tako. Aha, no. Da mi vedno daje dobre nasvete, tako. Meni je pri tej ista stvar všeč, pač vedno je tam, kaj jo rabiš, vedno ti zna pomagati, vedno ima nekaj ti za odgovoriti, pač vedno ve, kaj reči v tistem trenutku. Za Tamavga pa bom rekla na isti način, ko on zame. Pač dejansko od 5. leta že igra fuzbal in končno so se mu stvari začele obračati na pravo mesto, če lahko temu rečem. Jaz upam, da ti pač še naprej uspe v fuzbalu. Moje mnenje, no, glede Kate in Jurija je, da imata oba dva tisto motivacijo, sta zagnana, si želita delati tisto, kar imajo všeč, vztrajata pri temu, ne glede na vsakodnevne ovire v življenju, ne glede na vse. In pač to je dejansko pri teh letih in kasneje, ko si starejši, najbolj pomembno. In pač ne glede na to, na koliko ovir, na koliko vsega boste naletela, pač vedno se boste pobrala, vedno boste šla naprej. Pa tudi, če se je treba najprej plazati po vseh štirih, vedno boste ostala. In pač dejansko to je ena kvaliteta, ki jo vidim pri obeh in res pač dejansko jo ful cenim. Tako da, bravo za oba. Ful dober. Ok. Kire navade ima brat oziroma sestra, ki bi jih lahko, pač ki bi jih ti spremenil, če bi jih lahko? Se mi zdi, Katja je ful neočakana v dostih stvareh, pač tako in v vožnji, in v kuhanju, in v vsem živem. Pač vse se mora takoj zgoditi, ne, pač in se mi zdi, da z leti pač spoznava, da pač stvari pridejo počas, da je treba delati za njih, da se je treba truditi, vlagati energijo v to. Pri Juriju pa zdaj, kaj bi spremenila, ne vem, zaradi tega, ker težko ocenim, ker dejansko nisva toliko veliko skupaj, tudi ful je mlajši od mene in verjamem, da se bo marsikere stvari, ki bi jih trenutno jaz spremenila na njemu, pač sam naučil v naslednjih 5-10 letih. Glavno, kaj bi na Juriju spremenila, nič posebnega, tako da... Juri, ti si zlato otrok zgleda. Na Kati bi spremenil to, da je bolj potrpežljiva pri drugih ljudeh. Pri žvečenju, pri kovcanju, njo kovcanje mod. Kovcanje je mod. Se tebe tudi. Ok, za Tejo pa žal ne bi vedel. Ti jaz povem iz prve, za Tejo. No, dej, iz prve. Ne znači gumija žveč. Ampak to ni moj, kaj ne zna, kako pa žvečem, če gumi? Ne pa ne, to sploh ni res. Ti sebe sploh ne vidiš. Ampak ne slišiš in ne vidiš se. Ampak ti, kaj ne razmišljaš o tem, da žvečeš, pa razsežem, tako. Pa če sem to poglobljena v svoje intelektualne misli v enem trenutku, da pač razmišljaš o to, kako imam usta odprta. Jaz sam pravim, da ni lepo žvečati, če gumija z odprtimi usti. Pa vem, da se tudi meni to kdaj zgodi, ampak meni grejo kar kocine po koncu, ko vidim nekoga z odprtimi usti. Žveč pa hrano, či gumi, bilo kaj, to je toliko nagražno, res. Kaj bi pri Juriju spremenila? V bistvu... Ja, to je najdla točko, kaj bi pri Juriju spremenil, to, da je razvajen. To, da je razvajen. Sam nisem to amen. V primerjavi z nama si kar dost. Si ful. Ok, naprej imamo... Aha, ali ste si kdaj kaj ukradili med sabo? Ja. Ok, kaj? Kaj si ti nama kradil? Kaj si ti majki ti nama kradil? Štrumfe. A dobro, štrumfe. No, sej, jaz sem tudi hodila drugače. Mi dve stejo si... V bistvu si sploh ne kradeva, ampak si pač ful menjava oblike. Ker imava dosti podobne številke in nama dosti iste stvari pašajo, tako da
Naprimer, te ima zdaj moja majica gor, jaz imam njeno. Ampak to ni, mislim, da bi si ukradle prav med sabo. Ali se razumeš z prijatelji od brata oziroma sestre? Ja. Ja? Ja. Ja, midve se. Mislim, z njegovim. Pač, jaz se razumem. Jaz svojih sploh ne poznam toliko veliko. Ampak jaz se razumem od Katje prijateljicami dober in tajnimi. Ko ima itak skupno. No, ampak... Večino skupnih, ja. No ja, s temi se razumem, ja, s prijatelji pa tudi. Mislim, se jih ni veliko, ampak... A najnimi prijatelji? Ja. Kjeri pa so prijatelji? Ja, Nejc. A ja, Nejc, pa dobro, on je že familija. Luka. Plesti. A ja, Plesti. Ja, no, midve stojo, sej se razumem, mislim, ful smo vsi trije so tako outgoing, outspoken, tako da se v bistvu po mojem sploh ni težko razumeti z nami. Mislim, pač, če si normalen. Ali pa če nisi tudi panike. Ne, ampak midve se ful malo družba z Jurijevimi prijatelji, no. Veliko večkrat je on zna eno družbo, kakor pa obratno, ampak po moje bi se čisto normalno tudi tako razumeli, če bi se mi kdaj s tvojimi družili. Ja. Ne bi bilo problema, po mojem. A imamo vzdevke med sabo? Mogoče edin, kdaj si ti Tejč. Ampak, ali pa Tejka. Cat. Cat. To pa ja, to me pa Teja že od kdaj me tako kličeš, zdaj še pa nekaj časa. Cat sem skoraj vedno tako. Te pa Đuro. Tamav. Tamav, ja. Juri je vedno Tamav, ali pa včasih, če se heca, moj Đuro. Đuro. Ok. Pri komu je največ verjetnosti, da bo postal milijonar? V prihodnosti pač. Jemeš se še. Zdaj. Kdo je najbolj zgovoren? 4. Zdaj. Ona. Ja. Ok. Kdo je najbolj messy? Kdo dal največkrat za sabo pušča ful razmetan sobo, kuhno, kopalnico? 3-4 zdaj. Ok. Kdo je najbolj humble? Kako bi to prevedel? Kdo je najbolj ponižen, skromen? Ok. Kdo je najbolj skromen? Kako bi zdala sebe? Olej ga! Sebe zihne, samo bresta pa tudi. Kdo je v otroštvu največkrat zašel v težave? 3-4 zdaj. Ampak to zaradi tega, ker je bila prva in je pač mogla sprobati, kje imamo mejo, a ne? In ti si največkrat, mislim, bila kregana, pa kazni imela, pa tako naprej. Pa če sem največkrat fasa. Ja. Če bi te sestra oziroma brat poklical iz zapora, kjer zločin bi ti prvi prišel na pamet, da ga je on oziroma ona naredila? Jaz mislim, da Katja, da bi ukradla šminke iz Sephore. Direkt. A prav, da sem kradljivka? Prav, da ukradla šminke iz Sephore. Jaz isto za Katjo kraja. Sem imam denar za to, da bi jih kupila. Ja, dobro, sem pač, a veš. Pač kraja. To, za Jurija pa, da je pretepil enega na tekmi. Pa ne gre zaradi tega v zapor. Ja, pa se nima veze, no, ampak res tako orang pretepil. Pa že si izgubil your temper in si ga... Zate kraja. A isto? Za Tejo pa pobeg. Pobeg? Tako, da bi že iz kraja zločina. Direkt. Jaz bi rekla zate, da bi šla iz prometne nesreče, pač da mu zabiješ avto in pol spizdiš in te dobijo. Za Jurija pa da bi stepil v zuni. Pač ne vem, v zuni, kjerkoli, da se je stepil in da so pač ga. Ampak jaz še nisem nikoli stepil, tako da. Ja, sej kar ostam pri temu. Za koga je najbolj verjetno, da bo postal slaven? Splošno v Sloveniji, za Slovenijo govorimo. Zaradi česarkoli. Pač da bo poznan. Tako, konkretno. Še zdaj. Zakaj jaz? Ja, fuzbaler si. Itak da. Naprej. Kaj zdaj? Kdo je najboljši voznik? Zdaj. Jaz sem. Ne, jaz sem. Ok, realno, Juri odpade, ker ima šele 2 meseca izpit, tako da ti sploh ne moreš, ti še po snegu nisi vozil, Juri.
Tako da pač ne moreš sploh vedeti, kako boš odreagiral. Ti pač ne moreš. Mi da so pa tam. Ja. Kdo je boljši pevc oziroma pevka? Pač koliko, ne? Kdorkoli sam ne Nimaš, ne? Vse, ker noben ni pevc dober. Ok, Pač to je pa ena izmed redkih stvari, Kaj noben ne kaj zna. res nimamo ok, pojma, 3, ne. 4, zdaj. Če že. Ja. Dobro, ok, v redu. Ne, če že. Ampak, Jaz pol dobro zadanem uneta visoke note. Ne, se hecam. Noben nima posluha, noben ne Res zna nimamo pet. posluha. Ampak vsi trije pa radi pojemo. Tako, ka pač v avtu, recimo, meni je to top. Ok, še zadnja stvar. Koliko je zdaj od takrat? En mesec slab. Ja, slab Ja. mesec, ja. En slab mesec, nazaj smo si vsi trije šli dati tatu, v bistvu tazga istega, enak, sam da Ja. mečkan drugač ima vsak, no, ampak zaradi tega pač, da predstavlja Tejo njen tatu, mene moj in Jurija njegov, tako da ga jih bomo pokazali. Te moraš ostati. V glavnem point tatuja je, da tisto otrok po vrsti, ki si, tisti trikotnik imaš pobarvan. Ja, jaz ga imam tle v zadnji, pa se bo videl. Čakaj. Ja, Se ga vidi se, ja. Ja. Ful je lep, ja. No, Teja ga ima pa... Jaz sem si ga dala na rebra, Ja. tukajle. Tako da, če se vidi, ja, Ja. okej. Ok, prišli smo do konca videa, jaz upam, da vam je bil všeč. Definitivno ne pozabite prečekirati še ostalih mojih videov. In pa v mesecu novembru pripravljam še več takih izzivov in pogovornih videov, tako da, če vas zanima, se naročite na moj kanal Katja Španka in pa na Instagramu in Facebooku mi pejte slediti. Tako da, to je to in se vidimo naslednjič. Čau!